Neda Rusjan Bric, lepo pozdravljeni, živijo. Živijo. Ponovno se srečava tukaj v Novi Gorici, tik pred otvoritvijo Evropske prestolnice kulture. Prvič pa je bilo takrat, ko je Nova Gorica skupaj z Italijansko zmagala na natečaju za Evropsko prestolnico in to prav na vašo pobudo. Vmes se je marsikaj zgodilo, že nekaj časa ste umetniška svetovalka EPK-ja in seveda režiserka otvoritvenega dne. Danes je nedelja, v soboto 8. februarja je otvoritev pod vašo taktirko in se niti ne upam vprašati, kako ste te dni. Sej bolje, da ne. Jaz sem sicer že kar navajena na te tudi pozitivne strese, ne samo negativne, a ne? Ob teh velikih dogodkih, zato ker sem naredila zdaj pa že lahko rečem res veliko državnih proslav, ki so največji dogodki in edini primerljivi dogodki s tem dogodkom, ki se bo zgodil. Ampak vseeno, to je skoraj neprimerljivo za čemarkoli, a ne? Tako da je vznemirjenje in predvsem tudi delo, se sploh ne da opisati v resnici cele ekipe, ne? To je nenehno in to ne samo zdaj ta zadnji teden, ampak bom rekla, zadnji mesec se ne ločimo ne po dnevi, ne po noči skoraj od telefonov, računalnikov, to traja pa že mesece, a ne, tako, ko smo počasi začeli. Tako da zdaj upamo samo še da se bo vse izteklo dobro, da bo sreča in predvsem, da bo dobro vreme, ne. Mi smo pripravili, zdaj pa, bomo videli. No, prej ste rekli toliko in toliko državnih proslav. Saj pravim, ne, da to, da ste vi centralna oseba te prireditve, ni slučajnost, ker ste avtorica ne samo teh svojih avtorskih številnih izjemnih projektov, ampak skoraj ves čas ste tudi masovno delali državne proslave in me ne preseneča, da vam je uspelo in da ste sploh šli v to, da ste imeli vizijo za Evropsko prestolnico. To me absolutno ne čudi. Hvala, ampak ne vem, če je povezano eno z drugim, čeprav vse je seveda povezano, jaz sem sama ena oseba in vse moje izkušnje so se na nek način združile v tem, tudi v tej pobudi za Evropsko prestolnico kulture, ki je meni omenil v času, ko sem bila v.d. direktorice tukaj Novi Gorici Nacionalnega teatra, seveda Mariborčan, ki je bil vpleten v mariborsko sceno, a ne, pa tudi v kandidaturo, Peter Tomaž Dobrila, in mi je rekel, a vi kaj razmišljate, ne, takrat in tako, in smo začeli razmišljati, ne, jaz predvsem, in sem šla k tedanjemu županu, Mateju Arčonu, ne, ki ga danes poznamo seveda po drugih funkcijah, ministra. Seveda ministra, podpredsednika vlade in tako naprej. In mu to povedala seveda, da to bo, da to je, da kaj, če bi razmislili. In seveda že v isti sapi tudi rekla, da če bi šli v to, je definitivno naša zgodba skupaj z Gorico. To sem popolnoma prepričana in to se danes dokazuje kot zmagovalni adut, absolutno. Zato, ker je Evropa v mnogo hujšem stanju, kot je bila takrat, ko smo začeli. Ta Go Borderless, ki je nastal skozi proces, ta slogan, ne, je danes mnogo, mnogo bolj močan kot takrat, ko smo ga razvili. Zato, ker je Evropa šla po poteh, ki jih takrat nismo si upali, nismo niti razmišljali, mi smo mislili, da gremo na boljše. Rekli smo, mi tukaj že itak živimo skupaj, ampak še zdaleč nismo brezmejni, ne, kje pa, niti čezmejni, ne, predvsem ne v kulturi. Po drugi strani pa kultura in umetnost sta pa prav tisti dve področji, ki lahko delata te premike, a ne, lažje kot politika ponekod. Jaz mislim, da zdaj politika nam sledi, a ne, in to k sreči in zelo dobro in smo zelo veseli v bistvu, da se to dogaja in sicer na področju slovenske, italijanske, pa tudi evropske. Dejansko je kultura in umetnost tista, ki povezuje prej kot karkoli drugega, ne? Zaradi tega, ker umetniki večinoma nimajo nobenega problema, nasprotno prav željo, da bi sodelovali. In tukaj je bilo spodbujeno predvsem sodelovanje lokalnih umetnikov, pogoj je bil v resnici, da sodelujejo italijanski, slovenski umetniki v projektih skupaj, da jih skupaj zasnujejo. Takrat, ko smo delali kandidaturo, seveda tudi z mojo pomočjo, ker poznam toliko to področje, da sem vedela tudi, kdo tle deluje in tako naprej, koga bi povezala in tako. To se je dogajalo 4 leta, tako da sem do dobra lahko spoznala večinoma vse, kar se tukaj dogaja na tem področju, a ne. Seveda so pa sami potem zagrabili tisti, ki so se povezali. Druga zahteva pa v drugem delu dogajanja ali pa dela na tako imenovanem bitbooku, programski knjigi, pa je bila v bistvu povezovanje z evropskimi partnerji, kar je tudi zahteva Evropske prestolnice kulture, a ne. No, ampak vi ste napisali takrat to obvezno knjigo, knjiga, ki je že vsebovala
dalo projekte, prostore, kjer se bo kaj odvijalo, finančna sredstva. Imeli ste vizijo in ko ste to predstavili, skupaj ste to pisali z Vesno Humar, ne, ki tudi danes dela pri gospodu Arčonu. Ne. Ta knjiga je vam dala to zmagovitost, ne, da ste premagali vsa mesta v Sloveniji, ker v igri so bili Gorica, Ptuj, Ljubljana, Piran, Kranj. Lendava. In Lendava. Pa tudi to, da vam je šel naproti župan Goriški, ne? Ja, seveda, najprej smo takoj potem, ko je gospod Arčon se zainteresiral in mi naročil, naj se zdaj jaz v bistvu pletem in poskušam raziskati, kaj bi to bilo in ali je vredno, da v to gremo. Seveda, jaz sem takrat mislila, da bo to delal kdo drugi, no, zdaj sem pa že 9 leto sama vpeta v to. In takoj smo naslednji obiski smo ga opravili, v par dneh smo šli k gospodu Romoliju, takratnemu županu, danes žal pokojnemu. Midva sva se poznala že iz drugih zgodb, zato ker sem že kot vede direktorce tukaj tudi režirala določene slavnostne dogodke, naprimer ob 100-letnici Maxa Fabianja in podobne stvari, kjer smo že vpenjali italijansko stran. Očitno sem imela od nekdaj to željo, da bi se te dve strani povezali, a ne? Kar je bilo nujno. Seveda, nujno je, se nismo bili edini, ne? Jaz zmeri pravim, da stojimo na ramenih naših predhodnikov. Zelo, zelo mnogo jih je bilo po letu 47, ko se je meja postavila, ki so v bistvu dejavno delovali prav v to smer, sploh domačini. A ne? No, če se vrneva k temu bitbooku, tako imenovanemu, oziroma programski knjigi, seveda, ne, jaz sem bila 4 leta vodja kandidature, prvi 2 leti smo bolj ohlapno delovali, zadnji 2 leti pa res. In takrat se mi je pridružila Vesna Humar. Ne. Jaz brez Vesne mislim, da tega ne bi speljala niti slučajno. To je bila zmagovita kombinacija, meni še zdaj res Vesna enormno pomaga, tudi tako prijateljsko in moralno, pa tudi čisto konkretno. Takrat sva si razdelili vloge, ne, da je Vesna se ukvarjala bolj to platjo organizacijsko, jaz pa sem šla pol na program, tako da sem v bistvu delala program, ki je bistvena komponenta, vendar ne edina, a ne, v tej programski knjigi. Vesna pa se je ukvarjala z vsem ostalim, kar je ogromno. Treba je premisliti vse mesto, uplest vse strukture v obeh mestih tukaj, ne. Potem iz tega v bistvu speljati vse te zahteve, ki jih ima programska knjiga. No in Vesna govori tudi odlično oba jezika, je novinarka, pisoč človek in ta bitbook se dejansko bere z velikim zanimanjem lahko in mislim, da je to bila tudi velika prednost. Ne. Seveda pa tudi ta zmagovalna zgodba, ki sem jo prej omenila, ne. Borderless oziroma gremo skupaj kljub vsem težavam. Ne. Res bi rada poudarila to sodelovanje med obemi narodi in obemi kulturami, ki imajo tako bolečo zgodovino, je strašno delikatno in mislim, da je zelo težko, da nekdo, ki pride od zunaj, lahko to povzema, ne bom rekla razume, ampak nekako čuti, a ne. Takrat smo začeli sestavljati ta program in to sodelovanje na vseh nivojih. Bistveno je, da smo na nek način znali povzeti tega duha, ki je problematičen. Dobro je bilo in zmagovalno to, da smo se od začetka zavedali, da ne govorimo o tem, kako smo super, kako smo dobri, kako smo lepa razglednica, čeprav tudi smo, ampak ne, imamo težave, te težave so te in te, ampak imamo tudi pot in način, kako jih bomo s kulturo in z umetnostjo popravili. In to je v resnici tisto, kar moraš dobro napisati v ta program, zaradi tega, da dokazuješ, ključno seveda je tudi, da imaš dovolj financ strani občine, države in da imaš možnosti, da imaš ekipo, da imaš vizijo, kako boš te stvari s pomočjo kulture in umetnosti poskušal popraviti. In to smo vgradili v bitbook. Mi nismo obljubljali nemogočega, smo pa obljubljali, da bomo na to pot šli in ta pot, ne glede na to, kakšen bo izid, bo na koncu pokazatelj vsem obmejnim in čezmejnim področjem v Evropi, pa tudi po svetu, ki jih je ogromno v resnici in se sploh ne zavedamo, kako ogromno jih je, kako sodelovati oziroma kaj je možno, kaj ni še možno in na čem je potrebno delati, da v bistvu lahko to spremenimo. V vaši knjigi, programski knjigi, je nekaj, sem opazila, da je veliko prizoritev, ki so hote in nehote se prepletali z vašim delom. Ne? Vi ste toliko raziskovali zgodovino te vaše regije, toliko je teh nekih
uprizoritvenih momentov, ki sem jih jaz že doživela na odru. Če govorimo zdaj o bratu Rusjan, če govorimo zdaj o Aleksandrinkah, tukaj na vsezadnje imamo še pianista Gadžijeva, ki je nekako tudi sorodol, kako že? Tudi zdaj to se sicer sliši, kakor da je to družinska knjiga, ampak ni, ne. Jaz prihajam iz družine. Ne starši, pač njihovi bratje in sestre in tako naprej in očetje in mame niso bili povezani s kulturo, smo pa vsi otroci, bratranci in sestrične po mamini strani, po strani te Aleksandrinke, o kateri sem tudi naredila predstavo, ne, v bistvu umetniki ali pa povezani z umetnostjo. Aleksandr Gadžijev, na primer, takrat še ni bil tako poznan, kot je danes, po tem Chopinovem tekmovanju, a ne. Bil je BBC-ov mlad umetnik za 2 leti, bil je v zmagovalni na Japonskem. Do danes je imel tam že 100 koncertov in več. Mi smo takrat vedeli, ker je se že zgodilo marsikaj, da je on naša zmagovalna karta, je že tudi bil po svetu, a ne. In takrat sem naredila ta sklop imenovan Come Home. Vsi drugi sklopi so bili namreč Go, a ne. Tako kot Go Borderless in Go 2025, ker je Go pač kratica za obe mesti. Vsi jo prepoznavamo kot našo to kratico in Go s klicajem je v angleščini poziva k akciji in zato je to res primerna bila, gremo, a ne. Medtem ko sem izven vseh sklopov naredila en sklop, ki se imenuje Come Home, se pravi pridi domov, ki je pa obratno od gremo, a ne, kjer smo povabili več teh umetnikov. Glavni so bili Aleksandr Gadžijev, Tomi Janežič, ki skoraj ni delal 10 let takrat v Sloveniji in s katerim seveda imam zgodovino v teatru, a ne. Delal je vse povsod od Rusije do Nizozemske, Norveške, mislim Evrope, vse povsod, Jugoslavije bil še in tako. In seveda Marko Pelhan, ki je že 20 let Novogoričan, tudi vsi trije so Goričani in Novogoričani, že 20 let bil v Kaliforniji s svojim oddelkom na univerzi in tako naprej. Vse tri sem prosila, če lahko v bistvu pripravimo nekaj, kar bojo pokazali doma. Tukaj je tudi, ne vem, Jurij Krpan, ki deluje v Ljubljani, pa je Goričan, na primer, in podobno, teh je kar neki, no, ampak takrat v Bitbooku v programski knjigi so tile trije, ki so se dejansko izkazali za zmagovalne kombinacije tudi, ker so precej poznani bolj zunaj po svetu, kakor doma, kot se to velikokrat zgodi. Neda Rusjan Bric, kaj ste izbrali za glasbo? Nisem prav veliko časa imela za razmišljati, ker imamo res to veliko drugega, ampak recimo, glede na to, zdaj, kar se pogovarjava, naj bodo to Queeni in We Are The Champions, ker so Queeni meni v celoti nek čaroben ansambel bil. Poslušala sem jih v bistvu že res v zgodnji mladosti, zato ker je moja sestra Rene 5 let starejša že poslušala kot najstnica, tako da sem jih absolvirala in moram reči, da še danes se čudim nad to genialnostjo glasbe. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shadows and kicked in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friend. Nedeljska gostja je Neda Rusjan Bric, umetniška svetovalka EPK-ja in režiserka Otvoritvenega dne, sicer pa gledališka režiserka, scenaristka, dramatičarka, igralka, avtorica številnih umetniških projektov, proslav. Neda, minilo je 8 let od prve ideje in realizacije. To je res en tak dolgoročen proces. V teh letih se je marsikaj zgodilo. Zdaj bi mogoče samo povedali, ne, da je direktorica zavoda EPK Mija Lorbek, programski direktor Stojan Pelko in vi umetniška svetovalka. Je tako? Ja, zaenkrat je tako. Jaz sem skozi teh 8 let spremenila svoje funkcije v tem zavodu, od na začetku seveda vodja kandidature, pa potem umetniške vodje, pa potem umetniške svetovalke. Pomagam partnerjem seveda tudi, ki so itak z mano zasnovali projekte, ki jih imajo, večinoma, vsaj tisti, ki so v Bitbooku, pa tudi nekaj projektov teh velikih. Ena od teh je seveda otvoritev, ki je, mislim, neprimerljiva z vsemi drugimi, sicer ne, ampak imeli bomo še 3 take velike dogodke. 1. maja oziroma cel tisti majski teden, teden Evrope, potem konec septembra in seveda zaključek v decembru, tako da je še kar veliko dela pred nami, a ne.
Pred kratkim je bila že premiera plesne uprizoritve 17. januarja. Gre za izjemen par, dva koreografa, plesalca, Mihael Rinja in pa Nastja Bremec Rinja, ki je Novogoričanka, ne? Eno od premier smo doživeli. Eno od premier smo doživeli, ker to je izjemen plesni par, tudi seveda koreografski, gledališki. Mihael je iz Wroclava in seveda sta prišla oba v Nastin rodni kraj. Tukaj so ustanovila šolo in seveda začela z produkcijami, najprej samo kot plesni par, ne. Danes jih je pa na odru bilo recimo na zadnji premieri, mislim, da 12-13, na premieri, ki bo pa zadnja največja produkcija v Solkanskem kamnolomu, juliju 2025, ne, jih bo pa, mislim, da tudi 28, oziroma bomo še videli, do kakšne številke bomo prišli, ampak zdaj na otvoritvi jih bo 28, plus še nekaj plesalcev Braneta Potočana, ki bojo sodelovali. To je neverjetna pot, seveda tudi s pomočjo Evropske prestolnice kulture in z finančno in vsakršno pomočjo. Je tudi Nova Gorica na nek način prišla do tako imenovanega stalnega, seveda pogojno stalnega, ker to se bo še videlo potem, ne, umetniškega ansambla. Šteje zdaj dejansko 6 članov, ne, poleg Nastje in Mihala še 4. Ena je iz Japonske, ena iz Slovenije, pa iz Italije, z Nizozemske. Na njune audicije se je prijavilo po 500 plesalcev iz celega sveta. To je neverjetno. Ta vztrajnost nekaj meji že na norost, ker to dejansko ona dva delata vse, od produkcije do vsega, ne, z minimalnimi sredstvi. Torej ta predstava, ki ste jo omenila, je zadnja od te predpriprave, recimo, na predstavo, ki se imenuje Borderless Body, se pravi brezmejno telo, ki bo govorilo o telesu v prihodnosti, se pravi umetni inteligenci, robotike in tako naprej, ki danes se sliši seveda zelo znano in nič nenavadnega, ampak ko smo to snovali, je bila moja ideja takrat, kam bo to šlo, a ne, umetna inteligenca in tako naprej. Ampak takrat o tem ni bilo niti še predstave, kaj to je, ker to se je dogajalo dobrih 6 let nazaj, ko smo snovali ta projekt, a ne. Načeloma je to en od vrhuncev letošnjega leta. Ples je tudi vaša strast. Ja, v resnici sem bila prej plesalka kot igralka v zelo mladih letih, preden sem šla na akademijo. V bistvu sem že v Mladinskem gledališču, ki je moje matično gledališče, ne, to je moja prva, druga družina, ne, v resnici. Igralsko sem tam 20 let delovala, še zdaj sem delno v bistvu članica ansambla, ne samo za polovični delovni čas. Jaz sem v resnici delovala v ljubljanski Drami kot šepetavka 1 leto. Preden sem šla na sprejemne izpite. Sem bila tudi štipendistka ljubljanske Drame celo študijsko obdobje na akademiji. Vendar pa v 4. letniku, ko smo šli v Mladinsko gledališče z Matjažem Pograjcem v bistvu narediti diplomsko predstavo, eno od 2, no, ena je bila res v Drami, ena pa v Mladinskem. Sva se v bistvu oba z Pograjcem zaljubila v to gledališče na nek način. Je tako zelo posebno. Mislim, da sem jaz taka, kot sem danes, tudi zaradi tega, ker sem tam 20 let delovala kot igralka. Prav z njim ste veliko sodelovala. Absolutno, midva so prišla na nek način tudi kot tandem. On je sicer imel svojo skupino, Beton tanca, ne. Potem so se nam pridružili pa še Ivan Peternelj, ki je bil tudi sošolc, naša Janja, ne, Majzel, pa Recer, Matej in tako naprej, tako da se nas je nabralo ena taka dobra ekipa. Mladinsko je tudi vedno takrat edino gledališče imelo 2 režiserja zaposlena kot hišna, ne, Vito Taufer in Matjaž Pograjc. Gostovali smo takrat po vsem svetu, po Južni Ameriki na strahovito velikih festivalih. Za mladega igralca nepredstavljivo takrat, no. Seveda tudi po celi Evropi, bivši Jugoslaviji in tako naprej. In jaz, ker sem tak duh, ne, da tudi zelo rada, tudi osebno seveda potujem, odkrivam nove stvari in tako je to zame bilo gledališče, v bistvu, v katerem sem se zelo našla. S tem, da tudi na nek način v Drami se je takrat zamenjalo vse vodstvo in tako, nisem več imela takega stika, tako da sem se zlahka odločila, da sem šla v stalni ansambel v Mladinsko. Družina, recimo gledališka, je vsekakor Slovensko narodno gledališče v Novi Gorici, ne. Igrala sem tukaj že takoj po akademiji z Dušanom Jovanovićem v Ljudomrzniku glavno vlogo, ko so zgradili v bistvu novo gledališče, seveda pa se spominjam in tudi statirala sem v Solkanskem starem gledališču, tako da moje življenje je povezano tudi s tem, ne. Jasno mi je bilo, da si želim biti v Ljubljani, zato ker potem, ko sem končala akademijo, zaradi tega, ker tam je veliko več možnosti od sodelovanja tudi na radio, televiziji, vse povsod, ne. Ko sem začela pa z drugo kariero, če tako rečem, in to je seveda pisanje in gledališka režija,
Pa tudi film, a ne, ker moje predstave vsebujejo tudi film kot nek medij, ki pripoveduje neko zgodbo, ne samo kot scenografija. A ne. Tako da sem naredila še gledališko režijo na AGRFT. In od takrat naprej režiram in pišem za vse svoje režije, tudi svoje besedila, to je meni zelo pomembno. V bistvu vsako režijo vzamem kot celoto in delam tudi po 3 leta, recimo Noro Gregor, raziskavo, tudi seveda koprodukcije, moram poiskati, da so prave. Takrat smo sodelovali z 4 gledališči. Že takrat sem želela v bistvu povezati ta prostor očitno, ne, to je že zdavni, preden sem sploh vedela za to Evropsko prestolnico kulture. Zato sem napisala tudi zgodbo, ampak istočasno tudi iskala koprodukcijo, kako jo bom lahko speljala. Napisala zgodbo tako, da se je po vseh teh mestih, kjer se je zgodila ta koprodukcija, ta zgodba odvijala. Nora Gregor je namreč pomembna bila, rodila se je v Gorici, pomembna je bila predvsem za Avstrijo, poročena z vicekanclerjem takrat, postala begunka, članica prej izjemne aristokratske družine, se pravi, ne postala najprej, potem pa postala tudi begunka. In se mi je zdelo izjemna zgodba za v bistvu razlaganje današnjega časa. Danes se nam to dogaja, danes se nam dogajajo begunci, danes smo spet pred vrati nekih vojn in tako naprej. Skratka, že takrat se to je zgodba, s katero lahko razlagamo današnji čas. No, in zato sem potem naredila koprodukcijo z seveda Mladinskim gledališčem, SNG Nova Gorica, Schauspielhaus Graz v Grazu, ker je njena družina bila iz Graza, in Teatro Rossetti iz Trsta, ki je takrat v resnici prvič imel koprodukcijo z katerimkoli slovenskim gledališčem. To je bilo eno najintenzivnejših raziskav dejansko teh mojih zgodb. Hotela sem reči, vedno pa napišem svojo zgodbo in jo tudi zrežiram. Samo enkrat sem režirala v resnici tuj tekst in sicer v Trstu, ki mi ga je ponudil Edvard Miller, ko je bil takrat umetniški vodja. Drugače pa dejansko me zanima to, da neko zgodbo povem na svoj lasten način. No in prav jutri, 3. februarja, je njen rojstni dan in vem, da so v Kinoateljeju pripravili knjigo, da bodo na ta način nekako obeležili to igralko, ki je bila pozabljena. Ne? Itarina ne, ona pa ja. Ona je bila popolnoma pozabljena, tudi besedilo, ki sem ga napisala za gledališki list, mislim, da je imelo naslov v bistvu ne. Nora Gregor, Skriti kontinent spomina. Je bil celoten naslov, ja, Skriti kontinent spomina, zato ker gre dejansko za spomin in za veliko kontinentov, kjer je Nora potem tudi bežala, ker umrla je in pokopana v Južni Ameriki. Hotela sem reči, da je Kinoatelje bil prvi, ki je Noro Gregor obudil iz pozabe po nekem hecnem naključju. Joe Valenčič jo je našel v nekih arhivih, sporočil v Gorico svojim prijateljem, filmarjem. In tako se je začela v bistvu ta raziskava in ko sem jaz naletela na Noro Gregor, so oni že imeli razstavo za sabo in tako naprej. Ne? Zelo, zelo pomembna osebnost, ki so jo namirno izbrisali, tako kot v bistvu se zgodi osebam velikokrat potem, ko se upletejo vojne, ko se zamenjajo sistemi in ko so v bistvu te družbene razmere take, da so nekatere osebnosti nezaželjene in pridejo mogoče pa tudi ne, po veliko, veliko letih ponovno na plano. Kinoatelje bo šel tudi s posebnim programom po krajih, kjer ni film tako dostopen, ker nimajo kina za širjenje te filmske kulture in to bo tudi v tem času. Ja, to je tudi projekt Evropske prestolnice kulture. V bistvu so kupili en tak premikajoč se projektor, ki je namenjen prav za to in v bistvu bodo pokrili celotno področje EPK-ja in še širše z možnostjo ogledov filmov. Tako imenovani potujoči kino Soča, ne? Ja. No, tega je toliko, nekaj še v naslednjem, 3. delu najnega pogovora. Zdaj bo ponovno dodali glasbo. Kaj ste tokrat izbrali? No, pa naj bo zdaj recimo Lep je dan od Anje Rupel. Primer te glasbe oziroma pesmi, ki včasih jo rabiš za to, da vstopaš v dan na najlepši možni način in da odmisliš vse težave, ki te obkrožajo. Nedeljska gostja, v tretje je še vedno Neda Rusjan-Bric.
Neda, eden od glavnih projektov programa EPK-ja pa je Dodekalogija, torej 1972-83 na pot, projekt, ki združuje 12 predstav Tomija Janežiča. To je gotovo nekaj izjemnega, saj se bo zvrstilo v celem obdobju, torej od začetka EPK-ja pa do konca 12 predstav in 12 različnih jezikov, etc. Ja, to mi je pač eden od teh povabljenih projektov Pridi domov, a ne, Come Home. Izjemen režiser, avtor. Z njim sem začela sodelovati v Mladinskem gledališču, seveda takoj, ko je diplomiral na AGRFT, zmeraj se mi je zdelo, da je delo z njim tudi za igralce nekaj izjemno posebnega. Seveda to delo on tudi razvija, potem se je nekaj časa popolnoma umaknil iz Slovenije, v bistvu in je deloval več kot 10 let samo zunaj. Ko se je vrnil, je naredil predstavo, prvo, ki jo je spet delal v Sloveniji v Mladinskem, pri kateri seveda sem sodelovala. To je ta predstava Še ni naslova z besedilom Simone Semenič, ki traja 10 ur, to je ni edina značilnost, ampak je tudi vseeno nekaj zelo omembe vrednega. Ljudje so pa hodili tudi večkrat jo gledati, tudi teh 10 ur. No. Skratka, to je nekaj zelo izjemnega, no. En gledališki jezik, ki ga Tomi še naprej razvija vse povsod. Tako da Tomija sem povabila, takrat sva nekaj zasnovala, v resnici pa potem, ko smo zmagali, je Tomi razvil to stvar do tega, kjer smo zdaj, do dekalogije. Niso samo predstave enakega formata, tukaj sodelujejo predvsem SNG Nova Gorica pa Mladinsko gledališče s svojimi ansambli, ampak drugače pa tudi seveda njegov center, Tomijev center Krušče, tudi številni drugi, predvsem je pa naredil že 3 predstave drugje, zato da bodo prišle sem in se vklapljajo sem, in sicer eno v decembru lani, oziroma predlani že, ja, zdaj smo že v letu 25, v Temišvaru, ko je bil Evropska prestolnica kulture, potem v Novem Sadu lani in potem tudi v Ukrajini, ja, v Ivano-Frankijevsk. Vse so povezane na nek način tudi z bodisi, ne vem, prva soška fronta, tukaj recimo je veliko stvari, meja, skratka, to je taka logistika, da jo lahko samo Tomi spelje, prepleta vse te zgodbe, kjer pa je center na nek način nastane Gorice, oziroma od leta 72 do 83, to so leta, ko se je Tomi rodil in preživel v Novi Gorici v bistvu in potem nikoli več in se zdaj na nek način skozi svojo lastno izkušnjo spominja, kako je Nova Gorica nastala in vse te zgodbe, ki so z njo. To je na nek način zelo podobno tudi temu, kar jaz počnem pri svojih predstavah, čisto na drug način seveda, ampak ta stik z zgodovino je meni izjemno lasten in ga uporabljam pa predvsem zato, in to vedno poudarjam, ne zato, da bi samo obujala neke stare zgodbe, ampak predvsem za razmislek, kje smo danes in mogoče še bolj, kam bomo šli. Ker meni se zdi brez poznavanja zgodovine oziroma procesov, ki so se dogajali v zgodovini, da so vodili do nekih določenih zgodovinskih potem dogodkov, kot so vojne in podobne stvari, brez poznavanja teh procesov mi ne razumemo sedanjosti, mi ne razumemo naših odnosov. Predvsem tle na meji, zakaj vedno črpam tukaj iz meje, pa čeprav sem celo svojo kariero v bistvu preživela v Ljubljani, sem se vedno vračala v to goriško področje, ker je tle ta kotu, melting pot, kot rečemo, največje silnice so se tukaj prepletale. Tlele je v bistvu melišče najmanj treh kultur zelo močnih, se pravi germanske, slovanske, latinske, ampak seveda tudi judovske, furlanske in še številnih drugih, ne, avstro-ogrska recimo v prejšnjem stoletju, ki je bila področje z vsemi temi narodi in tukaj smo bili v resnici enotni, v enotni državi. Potem se pa zgodijo prva svetovna vojna in tako naprej, ko te države razpadajo, postajajo nekaj drugega in tako naprej. In zgodbe teh malih ljudi, ki so padli v to kolesje, so neizmerno izjemne. A ne? Danes se nam dogajajo podobne stvari, če znamo in hočemo sploh videti, kako procesi v zgodovini in skozi zgodovino peljajo. In to mislim, da je vedno ista poanta pri mojih delih. No in to se je dobro, odlično pokazalo tudi v vaši primorski trilogiji. 3 uprizoritve, vsaka na svojem koncu z čudovitimi zgodbami in vse zgodbe so zelo znane.
Ja, prva je Aleksandrinke, to zame izjemno pomembna predstava, ne, ki so jo naredili skupaj z kolegico Dragico Potočnjak, ne, ki je potem napisala tekst. Jaz sem se pa tega lotila kot avtorski projekt, zato ker sem takrat želela, da nekdo nekaj naredi v zvezi z Aleksandrinkami, seveda, in ker nisem uspela, dobesedno res sem iskala, kdo bi to naredil, sem rekla, bom pa sama, oziroma s pomočjo pač kolegov, ne. Predvsem zaradi tega, ker moja družina hrani pisma moje babice Aleksandrinke in dedka, ki je bil doma v obdobju, ko je šla, 1922 recimo, oziroma še prej, ne. Prva 3 leta, ko sta bila zaročenca, potem se je vrnila domov, se poročila, dobila otroka, ampak zaradi fašističnih raznarodovalnih ukrepov in situacije, ki je takrat bila po prvi svetovni vojni grozljiva, ne, revščina in tako naprej, odšla še enkrat tudi za dobri 2 leti in pisala domov možu, ki je bil doma s hčerko, oziroma celo tudi on za cele mesece odhajal v Švico za drugimi vaščani, ne, ki so hodili v bistvu delati v Švico kot zidarji, mizarji in podobno, zato da so sploh lahko preživeli to. Potem je seveda prišla domov in čas fašizma, nono je bil pol tigrovec, hčerka, ki je v bistvu bila že tako brez mame, ki je bila Aleksandrinka, je potem bila aktivistka, bila v zaporih fašističnih in potem tudi umrla zaradi posledic. Na svoj 19. rojstni dan bila pokopana leta 1945. Skratka, take zgodbe, ki so že moje družinske, da enostavno iz tega lahko izhajam. V resnici me zanima potem iz tega intimnega, ne, razširiti to na zgodbe vseh teh ljudi, ki so tukaj bili, in seveda se lahko vsakdo najde tudi na širšem območju, ne. Potem seveda so bili bratje Rusjan, ki sem z njimi tudi preko priimka povezana, pa po očetovi strani, prejšnja je bila mamina, ne. Me je spet zanimalo ta strah in pogum, ki ga ima intimno človek pri sebi, a ne, se pravi, kaj si želimo, a sledimo svojim sanjam, a smo pripravljeni celo umreti kot Edvard Rusjan, na primer, za svoje sanje, za nekaj, kar mislimo, da bi si želeli narediti. Tudi sama sem večkrat naredila velike korake, zapustila tudi jaz svojega otroka, zato da sem šla študirati, ker sem rodila že v srednji šoli. Sem velikokrat čutila, kako so se počutili ti ljudje, ko so naredili neke stvari, a ne. Vedno sprašujem tudi svoje lastno življenje in svoje lastne občutke, ne. Postavim tudi neko sodobno zgodbo, ki jo pol peljem na filmu, ne. Tam pri Rusjanih sem postavila neko mamo uspešno in hčerko, ki želi slediti ta hčerka, mama, odnos, na primer, sem tam raziskovala. Skratka, nikoli ni samo ta neka osebnost, ne, ampak je to veliko širše, ne. Pri Aleksandrinkah celo igrate, ste ena od teh 3 deklet. Ja, takrat sem, mislim, da zadnjič igrala v svoji lastni režiji, ker sem ugotovila, da to pa rajši ne, ker je to izjemno težko, ampak ja, seveda, takrat sem bila v glavnem še igralka, tudi zdaj se zelo identificiram, pa mislim, da mi tudi zelo pomaga pri pisanju dram, a ne. Moji igralci ponavadi rečejo, da so dobro napisani dialogi zelo govorljivi, ne. Rečem, jasno, sej, mislim, jih jaz probam, a ne, najprej vem, kaj pomeni naraven govor na odru, pa tudi nikoli mi ni težko pustiti, da igralci sami oblikujejo potem po svoje, glavno, da ostane bistvo isto, a ne. Tudi duh nekega časa ste zajeli v uprizoritvi o Simonu Gregorčiču, o njegovem življenju z naslovom Kdor sam do večera potuje skozi svet. In to je bilo tudi nekaj izjemnega. Ja, to je 3. del te trilogije, ki je kasneje šele nastala tako imenovana trilogija. Simon Gregorčič mi je skoraj takrat neznano, zakaj me poklical na nek način, ne. Ampak potem se mi je vse povezalo. V resnici, ko sem začela delati zgodbo o Simonu Gregorčiču, ki govori tudi o instituciji proti posamezniku in obratno, v tem primeru instituciji cerkve proti duhovniku oziroma obratno, seveda, ne. Tam sem zastavila tudi zgodbo, recimo temu fiktivno zgodbo, ki pa se je dejansko povezovala z dejstvi, ki sem jih ugotovila o Simonu Gregorčiču, ki so tudi bila nekatera dosti neznana. Dejansko si želim, da ljudje spoznajo človeka, ki ga imamo ponavadi na piedestalu, kot človeka, ne kot smo mi, a ne, ki je poln vseh mogočih nasprotij, želja, potreb, sanj in podobno, in da ga razumemo in da v bistvu tudi ga ne mogoče več obsojamo, ne. Vsi ti ljudje so bili velikokrat obsojani, hkrati pa čaščeni, ne. Tudi France Prešeren, recimo, ki sem ga delala kasneje in podobno. Simon Gregorčič je bil nekdo, ki je bil umetnik v bistvu, ki je bil poet, ki se je na nek način upiral tudi svojemu stanu, izstopuje iz cerkve, pa se nazaj
nazaj vrnil in tako naprej. Zanje je bilo nemogoče živeti, kako se je v bistvu vse to odražalo tudi na njem. Ne. Tukaj sem v bistvu želela obdelovati točno to, kako se lahko upiramo sploh sistemu, a se sploh lahko upremo sistemu, kakršnemu koli, ne samo cerkvi. Ne. In kako so sistemi v bistvu na nek način dobri, hkrati pa lahko tudi izrojeni. In spet govorimo o vseh, o šolskih, o državnih, o cerkvenih, o vseh sistemih. A ne. Ja, Simon Gregorčič, izjemen lik, ki jim je ogromno v resnici dal. In na koncu, skozi to zgodbo, ki sem jo raziskovala, smo spet prišli do Aleksandrink. Namreč on je povezan z neko zgodbo družinsko, intimno svojo, kjer je potem se navezava z Aleksandrinkami ponovno zgodila. Seveda zato, ker so tukaj vse ženske skoraj šle v Aleksandrijo v nekaterih določenih vaseh in se nekatere vrnile, nekatere ne. Ampak Aleksandrija se izkaže kot izjemno pomembna za preživetje celih vasi tukaj na Goriškem. No, ne čudi me, da vas imenujejo mnogi za ambasadorko slovenske kulture in zgodovine, kajti te predstave so tudi gostovale, naprimer konkretno Aleksandrike, tudi v Aleksandrijski knjižnici, ne? Ja, to pa je bilo nekaj tudi zame izjemno posebnega in presenetljivega. Ne vem, kako smo uspeli, namreč Maska je takrat bila prvi moj producent. Z Masko smo nekako prišli do tega festivala, ki se dogaja v Aleksandrijski knjižnici. Mislim, da sploh nismo bili prvič Slovenci tam, ampak glede na to, da je bila to zgodba o Aleksandrinki, se je vse tako čudežno pokrilo, da je bilo prav neverjetno. Našla sem seveda tudi kraj, ki je bil na razglednici, ki jo je Nona poslala, prvi razglednici, ki jo je poslala in kjer je gor naredila križce pomembnih zanjo takratnih prostorov. Napisala je, naprimer, tukaj je moja soba, tukaj je park, kamor vodim otroka, tukaj je judovsko pokopališče in tukaj je bolnica. Jaz sem mislila, kje boš v enormni Aleksandriji lahko našel to krožišče, kjer je ta obelisk majhen, pa to ni ta znani obelisk, ampak nek eden izmed, ne, je bil niti ne 1 kilometer od hotela, v katerem smo bili nastanjeni. Pa samo strogi center Aleksandrije obsega 3 kilometre. Skratka, sem rekla, joj, Nona, tole me pa že plaši. Skratka, to smo fotografirali, in ta fotografija je potem zdaj tudi v Etnografskem muzeju v Ljubljani. Pravijo, da so pravi zaklad tudi zaradi tega, ker so tam tudi Nonotova pisma, in so v bistvu komplementarna. Izdali smo tudi knjigo, Ljubezen v pismih se imenuje. Moj Nono očitno je bil izjemno pisoč in čustven človek, včasih še bolj kot je njena pisava. Zato je posebej dragoceno, tako pravijo zgodovinarji in raziskovalci tega fenomena, ker lahko ugotovimo tudi, kako so se moški počutili in tudi, da ni bilo vedno samo, joj, moški so pa vse zapili ali pa ne vem. Vidimo tudi drugo plat, kako skrbi za otroka, kako skrbi za družino, kako čustven je do tega in je to v bistvu tista krasna stvar, ki jo ta pisma prinesejo, Joj, Neda, tole bi lahko bil nedeljski gost v 3 nadaljevanjih. Vidim, da tudi predavate scenaristiko na Visoki šoli za umetnost pri Univerzi v Novi Gorici. Glede samega projekta Go 2025, Evropske prestolnice kulture, vam res želim čestitati. Po vsem tem, kar smo zdaj slišali, je to samo še eden od vaših gigantskih projektov in ne vem, katerega bi dala na prvo mesto, ker so vsi nekaj zelo posebnega. In zdaj vidim, koliko ste vi temu doprinesli, da res spajate na nek način ti 2 mesti, oziroma to se že dogaja, ta proces se dogaja, ne? Ja, ta proces se seveda dogaja že vsa ta leta. Jaz bi sam še to rekla, da niso vsi izključno naklonjeni seveda projektu. Začetki so bili skoraj smešni, vsi so se, ne vsi, ampak večinoma dejansko so se ljudje tej ideji smejali, zato ker pač, če ne razumeš, kakšen projekt sploh je, in takrat v resnici tudi jaz nisem razumela čisto, ne. Jaz sem prve 5-6 let govorila, vsak dan sem se zavedala, da ne vem ničesar še skoraj. Danes se mi zdi, da malo že vem, in jih poznam, ampak skozi to lahko rečem samo to, da vse Evropske prestolnice kulture so izjemno kompleksni in težavni projekti in nobena ni izjema v tem, da se ljudje, da so tako prav sovražno včasih nastrojeni, da so seveda tudi pravi oboževalci, da skratka vzbudi in prebudi vse mogoče občutke, kar je v resnici namen. Namen je to,
da ko se začneš nekega problema dotikati, reševati, ga odkrivati, seveda na plano pridejo vse mogoče, tudi umazane stvari. Se pravi, če hočeš razčistiti problem, mora najprej priti ven, ne ga zakrivati, ampak ga je treba odkriti in to je včasih tudi grdo. In zdaj ljudje, ki vidijo malo dlje, malo više, širše, lahko to razumejo, da je to samo del procesa. In proces se ne bo zaključil leta 26. Sploh ne. Kje pa? Leto 25 je tako rekoč po moje samo začetek. Seveda se je začelo veliko prej, ampak začetek tega, kar naj bi se nadaljevalo tudi kasneje. Niso ljudje povsem naklonjeni ideji, da je to eno mesto. Saj tudi ni, vedno bosta dve mesti. Tudi narobe razumejo stvar, da bi hoteli poenotiti kulture, jezike in podobno. Nikakor, kje pa? Mi hočemo samo sodelovati, mi hočemo, da sodelujemo, da tudi italijanska stran začne govoriti slovensko, recimo, kar mi velikokrat očitajo, naprimer, ja, a oni pa zdaj že znajo. Ja, ne znajo, ampak veliko več in drugače sprejemajo ne samo nas in slovenski jezik in kulturo, tudi slovensko zamejsko skupnost. To je zame še posebej važno. Zamejska skupnost je tokrat, mislim, da skozi Evropsko prestolnico kulture dobila kljub vsemu neko posebno pozornost, ki je žal ni bila deležna prej. In to mi je posebno drago, zaradi tega, ker je tam, ker obstaja in ker tudi lahko, mislim, domačini tukaj na tej strani meje še premalo se zavedamo ponavadi, ampak lahko opazujemo, kako v bistvu slabo je bila obravnava naprej. Ni, da je danes vse popolnoma drugače, tudi ne bo, to so dolgotrajni procesi, ampak proces, če hočeš, da nekam pelje, se mora začeti. In mi smo ga začeli. Neda Rusen-Bric, hvala za ta pogovor. Res mi je bilo čas, da ste bili z menoj toliko časa. Hvala za pogovor in vse dobro. In se vidimo v soboto, ne? Se vidimo.